Ja, jaz sem se prvič srečal s tem, mislim, da je bilo leta 93, 94, ko sem bil na ustavnem sodišču, ampak takrat sta do nas prišli, dve zadevi ali tri zadeve, ampak nihče se ni zavedal takrat, da je to tak množičen pojav, ne, da je šlo tukaj za tisoče ljudi. Mi smo vsi mislili takrat, da so to posamezni primeri, ne. Tako da, jaz sem se, torej takrat sem jaz pač skušal na ustavnem sodišču to kot individualne primere reševati, ampak ni šlo, ne, ker so bili vsi drugi razen mene proti in je ta stvar par let čakala na ustavnem sodišču. No, ampak teh par individualnih primerov, je potem leta 98, to se pravi 3, 4, 5 let potem, ko so bili vloženi, nekateri so medtem iz raznih razlogov propadli in niso bili več na dnevnem redu, ampak dva sta pa ostala, ne. In ti dve ustavni pritožbi, kot se temu reče, ne, ki sta jih dva posameznika, vložila, sta bili, strašno, dolgi, komplicirani, nejasni. Leta 98, ko se je situacija spremenila pri nas znotraj, ustavnega sodišča, je to v roke dobila neka strokovna sodelavka, takratna, zdaj je gotovo tudi ona v penzionu, ne, ki je naredila eno, bi rekel, neverjetno, delo, da je iz tistih dveh skrajno zmedenih vlog, ne, dolgih, nepreglednih, izločila iz obeh recimo 1/10 teksta, ki je bil uporaben. 9/10 zavrgla oziroma rekla, to ne gre, in je iz teh dveh slabo napisanih, nejasnih, ustavnih pritožb sestavila nekaj razumnega, ne, kaj je tisto, kar je pa res narobe in kar bi moralo ustavno sodišče rešiti, ko je ta njen predlog, sem ga jaz podpisal, ne, prišel na sejo ustavnega sodišča, 9 sodnikov, 7 je bilo navzočih, ne, je na moje velikansko presenečenje bil predlog sprejet s 6 proti 1. Od 3, ki so prej odločno temu nasprotovali, je bil eden proti, enega ni bilo, eden je pa podprl to rešitev. Če nje ne bi bilo, če ona tega ne bi naredila, jaz sem že tako obupal, sem rekel, saj je itak vse izgubljeno, ne. Pa tudi, bi rekel, to je bil izreden napor njen, ne, intelektualni in časovni, ne, da je to naredila, da je iz te zmede, ne, sestavila eno razumno celoto, o kateri se je sploh dalo odločati. In to je bila podlaga, potem za, sklep formalni, za prvo odločbo ustavnega sodišča, ki so jo že naši nasledniki sprejeli, v začetku leta, 99, ne, februarja ali kdaj je bilo, in to je ta, bi rekel, znamenita prva odločba ustavnega sodišča v korist, izbrisanih, ki je jasno povedala, da vse to, kar je prej vlada govorila, ne, in vsi drugi, češ, ja, pač zakon je bil tak, mi smo samo zakon izvajali. Takrat je pa ustavno sodišče, jasno povedalo leta 99, se pravi 7 let je trajalo, ne, od izbrisa, ki je bil leta 92, ne, tudi februarja. Torej 7 let je trajalo, preden je prišlo do te odločbe ustavnega sodišča,
ki je jasno povedalo, da je bil ta izbris nezakonito dejanje države, ne. Ampak potem je pa trajalo še par let, preden je stvar šla naprej, ker je na podlagi te prve odločbe ustavnega sodišča je bila situacija nekako za silo rešena samo za tiste izmed skupno cirka 25-26 tisoč izbrisanih, ki jim je uspelo, čeprav ne bi smeli biti v Sloveniji, ker so bili brez dokumentov, bi morali pravzaprav Slovenijo zapustiti, ampak niso imeli kam iti, so se skrivali in tako naprej, ne. Namreč enih 10 tisoč od tistih 26 tisoč jim je to uspelo s pomočjo sorodnikov in tako naprej, da so vendarle nekako preživeli brez denarja, brez vseh pravic in tako naprej. In za teh cirka 10 tisoč, ne, je ta prva odločba ustavnega sodišča že omogočila, da so dobili potem papirje, ne, samo papirje, da niso bili več ilegalci, ne. Torej nobenih odškodnin seveda nič, ne. In šele v tej situaciji, torej medtem ko ostalih recimo 15 tisoč, ne, ki so pa že takoj ali pa v par mesecih po izbrisu leta 1992 pač bili prisiljeni Slovenijo zapustiti, ne. So bili ravno tako nezakonito izbrisani kot te, ki jim je uspelo tukaj ostati. Za te ostale je bila situacija popolnoma nerešena, ker jih ni hotela država nič o njih slišati. No, in v tej situaciji, ne, 10 let po izbrisu, to se pravi leta 2002, ko jaz nisem bil več na ustavnem sodišču, ne, je končno šele po 10 letih prišlo do tega, da se je zbrala ena skupina izbrisanih pod vodstvom zdaj pokojnega Aleksandra Todorovića na Ptuju, torej ne v Ljubljani. V tistem koncu se jih je 10 zbralo pod njegovim vodstvom in so ustanovili Društvo izbrisanih. Do takrat, 10 let, so bili vsi ti ljudje popolnoma, bi rekel, nebogljeni, razpršeni, skoraj eden za drugega niso vedeli. Vsak je mislil, da se je to samo njemu zgodilo in se je bal seveda komurkoli to povedati in tako dalje. No, in šele 10 let po izbrisu je prišlo do prve take organizirane akcije. Mene so takrat povabili k sodelovanju, sem seveda takoj šel zraven, ne, in smo potem dosegli takoj v prvih mesecih po februarju 2002, ko je bilo to društvo ustanovljeno, da smo nekako prisilili notranje ministrstvo, takratno, ne, da so prišli ven s številkami, ne. Koliko je bilo tega? Skratka, skoraj 26 tisoč ljudi, ne. No, in na podlagi, torej po ustanovitvi tega društva, ne, je to društvo naredilo novo vlogo na ustavno sodišče, da se, po domače rečeno, da se tista prva odločba ne izvaja pravilno. No, in leta 2003 na podlagi te vloge, ki smo jo mi dali kot društvo izbrisanih, je ustavno sodišče v celoti tej naši zahtevi dalo prav in je jasno povedalo, da je vlada napačno uporabljala prvo odločbo
ker da bi že na podlagi prve odločbe morala tem 10.000 izbrisanim dati dovoljenja z veljavnostjo tudi za nazaj, ampak še vedno brez odškodnin, ne. In drugi problem, ki naj bi ga rešila ta druga odločba in ga je poskusila, ampak se je tudi to ponesrečilo potem, pa je bila, kaj z ostalimi 15.000, ne. In Ustavno sodišče je reklo, mora vlada z zakonom, ki ga pripravi, dati tudi tem ljudem možnost, da uredijo svoj status. To je strašno komplicirana zgodba, ki jo v takole kratkem času ni mogoče dovolj razumljivo pojasniti. Bom rekel samo to, da je na podlagi te druge odločbe Ustavnega sodišča ta drugi problem, kaj s temi 15.000, ki so šli ven, ne, in so večinoma pač še danes zunaj Slovenije, kamor so se pač zatekli, domov v Srbijo, Bosno, Črno goro, nekateri v Nemčijo in tako naprej, kaj z njimi, ne. Ta problem je potem, ki bi ga po odločbi Ustavnega sodišča vlada in parlament morala rešiti v 6 mesecih. Je bil rok dan, namesto 6 mesecev je trajalo 7 let, ne, da je šele leta 2010 potem nova vlada, ki je bila bolj temu naklonjena, ker prejšnja, recimo Janševa, sploh ni hotela slišati nič o tem, ne. Šele leta 2010 je potem prišlo do popravka zakona, ki je že iz leta 1999 to začel urejati, ne, da bi se rešil tudi ta problem, se je pa to popolnoma ponesrečilo, spet na en čuden način, težko rečem, da namenoma, ampak nerodnosti in slabega dela tudi pravnikov seveda pri tem in tako dalje, in je ta zakon, popravljeni zakon iz leta 2010, ki bi moral omogočiti tem 15.000, da tudi dobijo za nazaj te svoje pravice ali pa odškodnino in tako naprej, ne, je bil napisan tako, oprostite, bom rekel, kar bedasto, torej to jaz tako neumnega zakona še nisem videl v svojem življenju, ne, ki je rekel, to moram povedati, ne, to še danes piše v tem zakonu, in to je preprečilo tem ljudem, da bi lahko svoje pravice uveljavili, da lahko zahtevajo ponovno to dovoljenje, ki jim je bilo takrat vzeto, samo pod pogojem, če so potem, ko so bili prisiljeni Slovenijo zapustiti, ne, če so se poskusili vrniti. Mi smo jih opozarjali, poslušajte, kako ste jim vi prepovedali, ste jim vzeli dovoljenja, ljudje so poskušali se vrniti, so prišli na mejo, so rekli, ne smeš, ne, nimaš dovoljenja, ne. Zdaj pa pravite, če si poskusil se vrniti, in ne samo to, absurd je še hujši, ne, v tem zakonu piše še danes, ne, da tudi če si se, bom po domače povedal, tudi če si se poskusil vrniti v prvih 5 letih, potem, ko si bil, ko si moral iti iz Slovenije, to nič ne velja. Samo v drugih 5 letih, recimo, ne, to bi bilo od leta 1997 do 2002, samo takrat, če si prej ali pa kasneje se poskusil, to ne velja in tako dalje. Torej neumnost, kakršne še nisem videl, ne. In to je seveda in še drugi problemi, ki jih ne bom zdaj razlagal, so povzročili, da od teh 15.000 ljudi, ne, je bilo prošenj, da bi se to uredilo, vloženih potem
samo nekaj 100, ne, niti ne 1000. In še od teh je bila več kot polovica zavrnjena in tako dalje in tako dalje. Torej, bi rekel, škandal za to državo, kot, ki se proglaša za pravno in socialno državo, ne. To je, in konec te zgodbe, ki sem jo zdaj skušal teh 20 let stlačiti v nekaj minut, je v tem, je pa bil, se je pa potem zgodil v Strasbourgu na Evropskem sodišču za človekove pravice, kamor je bila, že leta 2005 vložena, vloga, ki jo je pripravil s pomočjo Mirovnega inštituta, tudi mojo in tako naprej, en italijanski odvetnik, specialist za te zadeve v Strasbourgu, doktor Sakucci, ne. In je to bila množična, bi rekel, tožba, ne. Ne vem, bilo par 100, mogoče celo 1000 primerov zajetih, od katerih je, Evropsko sodišče za človekove pravice potem leta 2010 odločilo o 6 od teh, recimo 1000 primerov in je priznalo, da so bili nezakonito izbrisani, da jim je treba to, vrniti, ne, ampak ta prva odločba iz leta 2010, iz Strasbourga, pa še vedno ni priznavala nobenih odškodnin, ne. Češ, do zdaj dobite ta papir, ne, kar je seveda popolnoma nelogično in nehumano in nerazumljivo. Nakar je, potem na en spet strašno čuden način, ki ga zdajle nimam ni časa podrobneje razložiti, vendarle prišlo do tega, da je ta problem, ki ga je na ta način rešil tako zvani mali senat Evropskega sodišča, 7-članski, prišel ponovno na tako zvani veliki senat, 17-članski, iz najuglednejših, sodnikov na tem sodišču, ki je pa zadevo v bistvu na glavo obrnil, ne. In je seveda potrdil tisto prvo sodbo v tem delu, kjer je bila pozitivna, ampak je pa jasno ta veliki senat Evropskega sodišča rekel, da je prizadetim, izbrisanim država za vse to, kar so pretrpeli, dolžna odškodnine izplačati. To je bilo prvič, ne. Tistim 6 prizadetim, ki jim je Strasbourško sodišče priznalo, ne, da je bilo vse narobe, so oni določili tudi odškodnine, ne. Sicer pavšalne, zmanjšane, ne take, kot je škoda v resnici bila, so rekli, to je zdaj preveč komplicirano izračunavati, koliko je dejansko, škode kdo utrpel, in so kar povprečno dali, vsem tem 6 po, 250 evrov za vsak mesec pretrpljenega izbrisa, ne. To je bilo pa za njih konkretno 20 let, ne, takrat. In, od tega so jim rekli 100 evrov za tako zvano nematerialno škodo in 150 za materialno škodo, in to samo zato, ker, niso ti ljudje v tem času, ker jim je bilo to nezakonito odvzeto, dobivali socialne podpore, ki je bila višja seveda od 150, danes znaša 400, ne. Ampak dobro, so jim priznali 100 plus 150 je 250 na mesec. Slovenija, in ta sodba za teh 6, strasbourška, je rekla, je zadolžila Slovenijo, to je tako zvana pilotna sodba, se temu po pravniško reče, ne, za vse ostalih 10 000, recimo, ali kolikor jih pač je, morate pa vi sami, Slovenija, v skladu s to našo odločbo problem rešiti.
ker ne moramo mi v Strasbourgu vseh 1000 evrov reševati. No, in to je pa Slovenija potem politično zelo uspešno in zelo spretno izigrala, ne, tako da je namesto teh 250 evrov, so že itak bili samo tako pavšalno določeni, jim je pa priznala 50 evrov. Ne, mislim, to je pa tako, bi rekel, žaljivo in sramotno, da mnogi od ljudi, ki so bili kolikor toliko zdaj že v eni vzdržni ekonomski situaciji, se jim je zamalo zdelo in sploh hoteli niso vzeti teh 50 evrov. Ne. Tako da in tukaj gre zgodba še naprej, je nerešena, ne, se zelo motijo tisti, bodisi bi rekel simpatizerji današnji izbrisanih ali pa nasprotniki, ki mislijo, in vem, da ljudje to iskreno mislijo, ja, saj kaj delate problem, saj smo vse rešili, ne. Nič niste rešili, ne, oziroma nič, malenkost, ne. Ljudem ste pač polovici, manj kot polovici, ne, 10 000 ste omogočili, da ponovno zakonito živijo v Sloveniji, da lahko iščejo delo ali pa če so dela nesposobni, da imajo socialno podporo, ne, za 15 000 nič, ne, in te odškodnine so pa, kot rečeno, bi rekel, najprej ste jih 15 let sploh odklanjali vsako debato o tem, ko vas je Strasbourg prisilil, da jih morate dati, ste pa to na tak, bi rekel, res sramoten način izigrali. Vsa ta leta, od začetka problema in vse do danes, je ogromno ljudi, naklonjenih in nenaklonjenih tem izbrisanim, ne, še vedno prepričanih, ne, da se jim je to zgodilo po njihovi krivdi, češ saj država vam je ponudila, vzemite državljanstvo slovensko v prvih 6 mesecih po osamosvojitvi, to je bilo od junija 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, do decembra 1991. Je bilo 6 mesecev, ko bi vsi ti ljudje, ki so v Sloveniji živeli brez slovenskega republiškega državljanstva, lahko ob osamosvojitvi Slovenije pridobili slovensko državljanstvo, pa tudi obdržali hrvaško, srbsko, bosansko, če so ga prej imeli, ne. Torej 6 mesecev je bila to okno odprto in mnogi ljudje še danes mislijo, da teh 25 000 izbrisanih, kot jim rečemo, ne, da takrat, da so sami krivi za svojo nesrečno usodo, zato, zakaj pa niste vzeli državljanstva, zdaj smo vam ga ponujali. In moram reči, da ta propaganda je bila tako močna, ne, da sem tudi jaz, ko sem se začel leta 2002 po ustanovitvi društva s tem ukvarjati, sem bil dolgo časa, kakšno leto ali dve, tudi jaz prepričan, da je bilo tako. In sem vsakogar, ko sem individualne primere pomagal reševati, sem vsakega na koncu vprašal, no, zdaj mi pa povej, zakaj za hudiča nisi šel takrat v tiste sicer dolge vrste stati pred občino, pa bi dobil državljanstvo, pa vsega tega problema ni bilo. Na kar mi je, bi rekel, 8 od 10, ki sem jih to vprašal, ne, reklo, so me debelo pogledali, pa so rekli, sem bil tam, sem stal, sem čakal, sem rekel, ja, in kaj potem? Ja, ko sem prišel do okenca, da bi vlogo, prošnjo za državljanstvo oddal, so me od tam nagnali, ker nisem imel recimo rojstnega lista iz Bosne, ne, ali pa potrdila o republiškem državljanstvu iz Bosne. Noben takrat sploh vedel ni, da obstaja neko republiško državljanstvo, slovensko-bosansko. Takrat smo bili vsi državljani SFRJ, Jugoslavije. To je v vseh dokumentih je samo to pisalo, ne. In kot rečeno,
očitno je, da so večino teh ljudi, torej razen redkih, mogoče je bilo par sto, ki so res odklanjali slovensko državljanstvo. Ampak to je problem, tudi to so imeli pravico narediti. Nihče te ne more prisiliti, da boš neko državljanstvo vzel. Ampak ogromna večina teh ljudi je pa hotela pridobiti slovensko državljanstvo in ostati še naprej tukaj, ker so živeli nekateri že 30 let ali pa 10, ne. In jim je bilo to onemogočeno na način, torej enostavno so jih odslovili, nekatere na lep način, nekatere pa na grd način. Dobesedno nagnali z zmerjanjem, kaj boš ti, zdaj smo Slovenci, ne pa Bosanci in tako naprej in tako naprej, ne. In to, da je država v vseh 64 ali koliko je bilo občinah se je to isto dogajalo, ne. To se pravi, da je bilo to organizirano iz vrha, iz Ministrstva za notranje zadeve, in to ravnanje je kaznivo dejanje bilo. Ampak jaz in drugi smo za to izvedeli več kot 10 let prepozno, ko je vse to zastaralo in se noben ni hotel več s tem ukvarjati, ne. Torej, in mogoče še to sem hotel za konec povedati, ne, da ljudje, mnogi še danes narobe razumejo, ne, da kot rečeno, da so ti ljudje sami krivi, ker niso hoteli vzeti državljanstva. Torej ni res, večina ga je hotela, pa jim je bilo to nezakonito preprečeno, ampak zdaj pa drugi del tega problema. Tudi če bi bilo to res, ne, ali pa za en del je bilo to res, da niso hoteli slovenskega državljanstva. V redu, kdor ga ni hotel, ga pač ni dobil, ne. Ampak tudi tisti, ki bi, torej živeči že 5 ali pa 10 ali pa 20 let v Sloveniji brez republiškega slovenskega državljanstva takrat, ne, ki bi hoteli še naprej ostati neslovenski državljani, ampak srbski, bosanski in tako naprej, v redu, pač niste zaprosili državljanstvo, ga ne boste dobili. Tisto, kar je bilo pa nezakonito in bi rekel politični zločin, ki ga je vlada naredila, ne, je pa, da je vsem tem ljudem, hoteli ali ne hoteli slovensko državljanstvo, pa potem jih je izbrisala, kot temu rečemo, iz registra prebivalcev tujcev s stalnim prebivališčem, ne. Se pravi, tule je treba pa ločiti. Eno je državljanstvo, že tule so jih okoli prinesli, ampak v redu, pustimo to, to je prepozno za reševati. Ampak nezakonito, po odločbi Ustavnega sodišča, ste jim vzeli ne državljanstvo, ampak pravice, ki jim pripadajo kot tujcem s stalnim prebivališčem. To je bistvo problema. To so izbrisani. Ne izbrisani iz državljanstva, ampak izbrisani iz, po domače rečeno, ljudi, ki smejo zakonito živeti v Sloveniji. Še danes velja enako pravna ureditev. Kdor tujec, ne, ki ima v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, se lahko zaposli, išče službo, če ni dela sposoben, ima pravico do socialne podpore, in potem na podlagi tega tudi zdravstveno zavarovanje in tako naprej. Če tega nima, ne, izgubi vse. Ne more se zaposliti, lahko dela samo na črno, ne, vemo, kaj to pomeni, ne, prekršek, kaznovanje in tako naprej, ne. Če je dela nesposoben, nima pravice do socialne podpore, če je bolan, gre lahko k zdravniku samo, če si je nogo zlomil, ne, ker ima samo nujno zdravstveno varstvo, ali pa če bi, ne vem, kaj dobil, torej samo nujno, ne. Če te zob boli, ti ga lahko samo zdrejo, plombe ni in tako dalje in tako dalje. To je to, ne, to se pravi, temu se tako z drugimi besedami tudi reče civilna smrt, ne.
torej ti si še živ, ampak civilno kot državljan, kot v pravnem prometu te ni, nimaš nobenih pravic, ne. To je, kot rečeno, civilna smrt. Najbolj paradoksalno v celi tej zgodbi je to, da smo zdaj v zadnjih letih, to se pravi, to je zdaj že 30 let od izbrisa, ne, odkrili v Sloveniji več kot 10 ljudi, ki so 30 let preživeli vse do danes kot izbrisani, se pravi brez vseh papirjev, pravic, ilegalno, ne, pri čemer je država vedela za njih, ampak če niso delali problemov, kriminala, ne, so jih pustili pri miru, naj živijo ali životarijo, kar vejo in znajo. In večino teh primerov do mene so prišli na ta način, da so recimo iz bolnice, preko socialne službe bolnice v Izoli, v Trbovljah, v Ljubljani klicali, kaj naj naredimo zdaj s tem človekom. Smo ga operirali, ker je bil recimo hudo bolan ali poškodovan, zdaj smo ga pozdravili, pa ga nimamo kam dati, ker nima nobenih papirjev. Doma nima, prej je živel kar na cesti, zdaj ni več tega sposoben, kaj z njim narediti, ne. Po 30 letih, ne. In da ne torej sramotna zgodba spet, ker Slovenija, ki naj bi bila pravna in socialna država, tudi teh primerov večine njih do zdaj še ni bila sposobna rešiti, da bi jim vsaj zdaj status uredili tako, kot se spodobi. Na začetku zgodbe je človek naiven in si misli, no, zdaj smo odkrili, v čem je problem. Ustavno sodišče je povedalo, da je bilo to vse skupaj nezakonito, ne, zdaj je treba samo še to popraviti, ne. Kot rečeno, človek je naiven in ima upanje, da na podlagi, bi rekel, vsega tega, da se bodo stvari uredile, pa se niso vse do danes, ne, oziroma samo napol. Tako da kaj naj odgovorim na vaše vprašanje? Mislim, človek obupa, ne, oziroma meni ni nič hudega, jaz sem v službo, zdaj sem v penziji in tako naprej, ampak kaj ti ljudje, ne. Eni recimo smo rekli 10 000 približno, ne, so si uredili nekako svoje življenje, za nazaj niso dobili nič, ampak vsaj zdaj nekako živijo. Nekateri tudi dobro, ampak večina pa komaj, ne. Kaj je s tistimi 15 000 izven Slovenije, to tako nikogar nič ne briga, ne. In tako dalje, ne, tako da pač vsi ti individualni problemi, kolikor jih je do mene prišlo, ne, jim pač pomagam, da bi se to naprej po pravni poti reševalo, ampak birokracija je obupna, ne. Država samo išče izgovore, kako nečesa ne bi bilo treba narediti, ne načinov, kako naj bi pomagala popraviti krivice, ki jih je sama zagrešila. To je to.